Ja, lahko povem na primeru recimo multiple skleroze, je na trgu zelo veliko novih zdravil v zadnjem času, na katere pa se bolniki zelo različno odzivajo. In kvantifikacija magnetno-resonančne slike je tukaj lahko kot neko orodje za zgodnje odkrivanje ustreznega odziva na terapijo. In kasneje mogoče tudi fenotipiranje recimo same bolezni z namenom, da v bistvu čim prej čim bolj optimalno terapijo predpišemo. Ja, jaz lahko že povem, da trenutno že majčkeno gledamo v glave Slovencev, in sicer v okviru enega projekta vzpostavljanja slovenskega registra bolnikov z multiplo sklerozo, kjer te meritve za bolnike z multiplo sklerozo pač že izvajamo in podajamo pač same meritve klinikom za korelacijo s klinično sliko. Pretekle raziskave so že pokazale nek vpliv pri nekaterih drugih nevroloških boleznih, če govorijo o multipli sklerozi. Sami pa tudi delamo zdaj trenutno raziskavo, kjer želimo pogledati, kako fizična aktivnost bolnikov vpliva na nevrodegenerativne in pa vnetne procese, ki so značilni za bolnike z multiplo sklerozo. In to sicer raziskava še v teku, ampak rezultati so obetavni. V prihodnje same kvantitativne meritve zagotovo bojo postale pomemben del klinične obravnave bolnikov, zaradi tega, ker že v redni klinični praksi se opravljajo slikovne preiskave in sama kvantifikacija medicinskih slik je kot neko dodatno orodje, ki brez dodatnega stresa za bolnika pač nudi boljši komplementaren vpogled v stanje bolnika in potek bolezni. Tako da v vsakem primeru bo šlo v to smer. Kar lahko povem, da so pač zelo obetavne meritve predvsem pri področju spremljanja rasti tumorjev, pri raznih demencah, kot že omenjeno pri multipli sklerozi, pri spremljanju recimo možganskih anevrizem in še bi lahko našteval. Morate povedati, da to gre za najtežje oblike teh nevroloških bolezni, ki pa pač imajo zelo veliko vpliv na družbo in zaradi tega se tudi osredotočamo na te bolezni in spremljanje te bolezni.